Marija Novak-Reuters, jaz imam vprašanje v zvezi s Srbijo in sicer lahko komentirate srbsko resolucijo proti Evropski uniji, ki ne bi bila sprejeta v naslednjih dneh. In drugo vprašanje, ali je še kakšna realna možnost, da se podpiše ta preliminarni sporazum, ki je ponujen Srbiji v času slovenskega predsedovanja. To je zdaj, ko gre za evropsko perspektivo, Srbija je na potezi Srbija. V zadnjih dneh je prišlo nekaj razveseljivih signalov iz Srbije, mislim predvsem na javnomnenjske raziskave, ki so pokazale, da velika večina vprašanih v Srbiji še vedno misli, da je Evropska unija, ne glede na to, kar se zdaj dogaja, dolgoročna perspektiva za Srbijo. Glede na razne odločitve ali pa politične resolucije, ki se zdaj sprejemajo, je seveda jasno, da bo najbrž minilo nekaj časa, preden se bo Srbija lahko ponovno 100% koncentrirala na to točko oziroma na zagotavljanje evropske perspektive. Vrata Evropske unije so odprta, vendar kot že rečeno, ni Evropska unija tista, ki mora zdaj narediti korak. Marko Milenković, Slovenija ne bi priznala Kosovo, zdaj pričakujete še kakšne povračilne ukrepe oziroma ste dosegli opravičilo Srbije, pa če napredujete kaj zahtevki za odškodnino? Mislim, da formalnega pisnega opravičila strani srbske vlade še nismo dobili, ga pa pričakujemo in ga bomo tudi terjali in zahtevali, dokler do njega ne bo prišlo, prav tako povračilo škode in kaznovanje tistih, ki so vandalsko vdrli v slovensko veleposlaništvo. Ustno opravičilo strani nekaterih srbskih politikov smo dobili, tudi izraze obžalovanja. Še posebej smo bili veseli geste študentov Beogradske univerze, ki so našemu ambasadorju prinesli novo okno za ambasado in izrazili neko upanje, da se dogodki, ki so sledili 17. februarju, ne bodo več ponavljali in da bo srbska politika počasi vendarle stopila nazaj na pot približevanja Evropske uniji. Kar se tiče medsebojnega sodelovanja, je to v vsestranskem interesu. Vsak, ki bi vlekel poteze, s katerimi bi to sodelovanje ogrozil, bi seveda škodil tudi sam sebi, tako da upamo, da takšnih potez ne bo. Slovenija jih seveda ne namerava vleči in pričakujemo razumno ravnanje tudi od Srbije.